Lepo pozdravljeni. Sredi septembra smo in verjamem, da so se učenci že navadili na šolske klopi. Sicer je res, da je začetek šolskega leta vedno težak, tako za učitelje kot otroke, ki v šolo prinesejo vso počitniško razigranost. Med njimi pa je, na žalost, vedno več otrok s takšnimi in drugačnimi motnjami v vedenju, pravi moj današnji gost, predsednik novomeškega društva Eternija za pomoč mladim z vedenjskimi motnjami. Lepo pozdravljen, Dejan Sotirov. Lepo pozdravljena. No pa naj povem za uvod o društvu, ki ste ga ustanovili pred nekje 3 leti v Novem mestu, bova še govorila. Naj povem za uvod, da se vi vsakodnevno srečujete šolajočo se mladino, tako v osnovni pa tudi v srednji šoli na Dolenjskem. Saj ste zdravstvenik, zaposlen v zdravstveno-vzgojnem centru v Novem mestu. In ta moj stavek, ki sem ga mu uvodoma dejala, da je vedno več otrok z motnjami v vedenju, drži? Zelo drži. Bomo rekli, nekako motnje v vedenju so neke vrste rak rana moderne družbe. Rak rana moderne družbe in sicer, če gledamo nekako procentualno v Sloveniji, naj bi, če govorimo v motnji vedenja, ADHD, se pravi motnja pozornosti in hiperaktivnost, naj bi bilo teh otrok nekje 3 do 5%. To pomeni, da v vsakem razredu naj bi imeli enega takega otroka. Kako se je sama, bom rekel, ideja rodila, oziroma nekako ta želja, oziroma potreba po tem, da se s temi otroci ukvarjamo, je sicer tako, kot ste omenila, to delo, ki ga upravljam, se pravi v zdravstveno-vzgojnem centru, pomeni, da vsakodnevno imam stik z otroci na šolah in ne zgolj, bom rekel, tisto, kar opaziš v razredu, tudi same šole, njihovi strokovni delavci, pedagogi opažajo to problematiko pri otrocih, zato smo nekako to začeli raziskovati in pač postopoma prišli do tega, kjer smo danes in seveda gradimo naprej. Teh vedenjskih motenj je zelo veliko, zelo različnih. Od tistih, ki so nekoliko bolj blage, če temu tako rečem, do tistih, ki so hude motnje. In do tistih, ko ti otroci dobijo, prejemajo, uživajo tudi pomirjevala. Drži? Ja, drži. In sicer je tako. Nekako v teh strokovnih krogih naj bi veljalo, da, če govorimo zdaj o otrocih z motnjo vedenja in hiperaktivnostjo, da nekako je najboljša oblika pristopa oziroma terapije nekako kombiniran tip, se pravi na eni strani zdravila, na drugi strani pa seveda vedenjsko-kognitivna obravnava oziroma seveda tudi družinska terapija, ki je tukaj vključena, ker seveda otroštvo je pač, bom rekel, zibelka zdravega otroštva je dom, kar pomeni, da seveda mi nekako vztrajamo pri tem, da vse preveč se ukvarjamo samo z otroci. Se pravi, otrok ima nek problem, pa dajmo zdaj mi nekaj narediti, da bomo temu otroku pomagali, da bo on živel drugače oziroma da to nas ne bo motilo. Ker taki otroci v današnji dobi seveda so moteči, ker hodijo v šolo, ker so pač doma, ker imajo to svojo motnjo, ki seveda se nekako zelo v družbi izraža in se vidi. Jaz bi pa rekel tako, da če bi živeli nekaj let nazaj, pa če bi te otroci se rodili v nekem plemenu in bili, bom rekel, lovci, bi pa to njihovo motnjo zelo dobro uporabili kot prednost. In to je tisto, kar mi tukaj iščemo. Se pravi, da nismo toliko osredotočeni na to, kaj on dela narobe, ampak kje so njegove prednosti, ker jasno je, da te otroci imajo izjemne potenciale. In vi te otroke še toliko bolj razumete, kaj ti jasno poveste, da tudi sami imate motnjo pozornosti in hiperaktivnosti. Ja, jaz sem v bistvu dobil diagnozo nekje v 5. razredu osnovne šole, tako da sem v bistvu potem 3 leta obiskoval specialistko dr. Anjo Relič Prinčič na Polikliniki v Ljubljani, kjer pač sva izvajala razna svetovanja. Jaz sem takrat v tistem času tudi dobil terapijo, v tem primeru seveda Ritalin, ki se uporablja za zdravljenje te motnje. Imel pa sem, jaz bom rekel, tako kar mečkam sreče, ker sem imel izredno modrega dedka, ki ni poznal, bom rekel, same motnje, ampak na nek način je verjel, da z neko okupacijo
otroka z nekimi aktivnostmi bo prineslo boljše rezultate, no, kot pač otroku damo takoj zdravilo. Ker pač tako je, no, konec koncev vsa ta zdravila rešujejo na nek način simptomatiko. Ne odpravljajo vzroka. Ne odpravljajo samega vzroka. Otrok se ne bo pozdravil zaradi tega, ker bo pač prejemal zdravila, bo pa seveda lažje funkcioniral, kar pomeni, da je to plus za družino in plus tudi za učitelje na nek način. Če pa pogledamo recimo kemično sestavo, strukturo teh zdravil, so zdravila, ki na nek način imajo osnovo v tem amfetaminu, ne, in to se nam zdi, da na nek način, to je meni tako težko govoriti, ne, ker dejansko te otroci sami pojamrajo. Ko vam otrok na taboru reče, jaz imam poln trebušček tablet in se ne počutim dobro, si rečeš, ok, potem pa tukaj bo res treba majčkeno drugače začeti gledati, no, na te stvari. Ker obstajajo prijemi, pristopi, obravnave, ki imajo nek učinek, ne. Tako kot zdravila. Zdaj sam Ritalin, če govorimo o njemu, nekje naj bi učinkoval v 50%, se pravi, zopet imamo ali, ne. Torej, če probamo nek drug prijem, pa če tudi imamo 50%, še vedno imamo ali, kar pomeni, da je dosti bolje, kot če mu dajemo neka zdravila, ki so zelo nevarna. Sama po sebi zdravila imajo stranske učinke, ki so, tako bom rekel, dost nevarni, ne, od samih osnovnih takih, ki se bolj pogosto pojavljajo, glavoboli, vrtoglavice, ne, predvsem težave, potem nespečnost, težave tukaj izgubajo apetita, ne, zato naslavljam pač na starše, če bodo opazili, da pač otrok izgublja na teži. Tudi zgodi se to, da se upočasni nekako razvoj pri teh otrocih, ne, da se potem, ko nehajo ta zdravila jesti, ta razvoj zopet nekako dohiti, ampak v nekih skrajnih primerih pa se pojavijo celo tiki, zelo izraženi tiki, podobno kot pri Tourettovem sindromu, in celo lahko pride do halucinacij in podobno, se pravi, to so zelo nevarna zdravila. Torej, ta zdravila, pomirjevala, niso rešitev. Dejansko omenili ste tabor mavričnih bojevnikov, ki ste ga društvo že drugo leto pripravili v Beli krajini, in moram povedati, da sem bila na tem taboru in da sem bila navdušena in fascinirana. Ko prihajaš na tabor vedensko motenih otrok, pričakuješ vse kaj drugega kot tisto, kar sem doživela na vašem taboru. Kako ste zastavili tabor? Jaz že vem, povejte še našim gledalcem. No, sama struktura tabora se še gradi. Torej, tako kot je naš moto našega društva učimo in se učimo, seveda verjamemo, da so te otroci zelo, bom rekel, taki veliki učitelji nas samih. Tabor v bistvu nima nobene čarobne paličice. Ne obstaja recept, ki bi rekel, zdaj pa, ne, ker potem, ko se postavi vprašanje, kaj vi dejansko z njimi počnete, če zdaj mi opažamo, da ta naš otrok je pa v 50% popolnoma spremenjen. Ko pride s tabora. Ko pride s tabora, ne, ko dobiš v bistvu tak odgovor, se potem sprašuješ, zakaj točno gre. Mi na nek način poskušamo recimo z temi prijemi, da otroku dovolimo, da je tisto, kar je. Tako recimo, kot ste prej pred oddajo, ko so se pogovarjala, omenila, recimo, da vas je presenetilo, ker so tam otroci, ki so hiperkinetiki, ne, ki so, bom rekel, zelo tako nemirni, ne, hkrati pa izvajamo ogromno gozdovniških veščin. Paleta nožev je bila pred njimi. Seveda prva stvar, ki tukaj je, da dejansko otroku predstaviš tisto, kar je. Glejte, takega noža, ki bi tam bil in ga resno poškodoval, ni. Seveda nože uporabljamo na soglasje staršev, na podpis staršev v prisotnosti odraslih mentorjev, ki seveda nadzorujejo to, ampak mi opažamo recimo, da otroci imajo blazno težavo pri tej sami samozavesti in pri sami motoriki, ne, celo se bomo potem verjetno v nadaljevanju majčkeno več rekli o tem, se pravi, zakaj dejansko naj bi šlo pri teh motnjah vedenja, je to, da seveda gre za eno tako nesoglasje v delovanju teh možganskih polovic. In tukaj na nek način mi sploh pri ADHD otrocih in pri avtistih, tako tudi Aspergerjev sindrom in Tourettov sindrom, strokovni krogi navajajo seveda, da gre za nek deficit desne polovice možganov. In vse te neke vaje motorike, ki pač tam izvajamo, zelo ugodno vplivajo. Konec koncev vse, če tako pogledamo, tudi mi smo uporabljali, ne, nože, pa pač kaj več kot urezati se tudi ne moreš. Ne. In potem, ko vidiš, ko otrok, ko se mu dovoli, ne, da ima v rokah nož, ne, in nekaj izdela s tem nožem, ne,
kako dejansko pozitivno to na njega vpliva. Ampak to zdaj ni zgolj samo tisti terapevtski proces, ne, da okay, zdaj dajmo jim nože, pa naj režejo, pa bo boljše. Ampak je, bom rekel tako, tista sproščenost, da otrok začuti, da v bistvu lahko. In tako on v bistvu presega, ker dostakrat oni čutijo zelo, bom rekel, to, da so drugačni, ne, in da se jim ne dovoli, ker to, kad te otroci slišijo ne, je pač, ne, bom rekel, kar nek problem in pri nas je seveda tudi ne, ampak se ga poskuša potem nekako drugače, bolj smiselno uporabiti. No. Ampak načeloma ne želimo, da čutijo ta strah. No. Na nek način jih tam vodimo in jim dovolimo, da so. Ne. Saj tudi stara plemena so Masaji šli pleniti mladeniči leva, ne, pri svojih 11, ne, torej 13-letnik pa ne bo enega švicarskega nožka uporabljal. Ne, tako da. Jaz bi temu rekla, kot zunanji opazovalec sem urico 2 preživela z vami na taboru, tam so bili vsi otroci zaposleni, zelo mirni, nobenega vznemirjenja, ampak vsi so nekaj ustvarjali. Je potem to tista rešitev zaposliti te otroke. In vsi so bili zaposleni in veliko mentorjev je bilo, ki ste se ukvarjali z njimi. Je tukaj potem potrebno iskati rešitev? Vsekakor te otroci potrebujejo zaposlitev, ker pač živimo v neki vaterani dobi, tako imenovani vaterani dobi, kjer seveda se otrokom na nek način ne dovoli preveč. Poznamo primer, recimo mamice, ko smo otroka vprašali, koliko časa po šoli preživi v nekem prostem času, no, tudi v okviru zdravstvenega doma smo pač upravljali potem eno raziskavo, ki bomo objavili pri naših otrocih, s katero smo želeli ugotoviti, se pravi, kako preživljajo ta prosti čas. No in ta otrok je rekel, da pač ja, on naredi 2 kroga tam okoli bloka popoldne, ne. Pa smo ga potem vprašali, zakaj pa? Zaradi tega, ker dejansko mamica pravi, da sem bolan in da na nek način sem nevaren, kar pomeni, da se lahko poškodujem ali pa komu drugemu kaj naredim. Tako da nekaj teh otrok, no, ne moram zdaj reči vsi, seveda, ker pač nimamo pogleda v vsak dom. Vsi otroci danes preživijo zelo veliko časa na računalniku, ne. In to je tisto, kar dejansko manjka, ker tukaj možgani naši stagnirajo. Seveda, tako, ko bom potem povedal, ne, zakaj verjamemo v te prijeme in kakšni so te prijemi, gre za to, da pač učimo tisto polovico, ki zaostaja možganov, se pravi naše sinapse. Vsakič v življenju, ko zvemo kaj novega, ko vidimo kaj novega, ko začutimo kaj novega, se nam ustvarjajo, se pravi, nove sinapse, nove povezave. Na nek način, na fizičnem nivoju se nekaj dogaja oziroma naše sinapse se razvijajo, naša mreža raste. To je tako, kot recimo, če se nekdo, Bog ne daj, poškoduje v prometni nesreči in ga je potrebno ponovno naučiti hoditi, mi učimo sinapse in ne njegove noge. Tako podobno seveda je tudi tukaj, zato te otroke angažiramo in počnejo stvari, ki jih drugače ne bi počeli. Jaz v šoli recimo opažam, ko sprašujem otroke, sploh nižja stopnja, a je med vami kdo, ki ni nikoli splezal na drevo? Vedno se najde rokca, vedno se najde nekdo, ki dvigne rokco. Pa če bi pol nadgrajeval, recimo, ne, a si probal sosedov jabolk, kako je sladek, ne, ko ga greš robutat, ne, pa tudi ne vedo nič o tem, ne, in se pravi, tukaj gre dost, bom rekel, za eno tako stanje stagniranja. Te otroci pa dejansko potrebujejo, ne, njihovi možgani, zdaj, če razčlenimo ADHD, ne, angleško Attention Deficit Hyperactivity Disorder, to pomeni attention deficit, ne, da imamo nek deficit v pozornosti. Mi bi pa bolj, raj temu rečem, attention different, se pravi drugačna pozornost, ne, in to je tista drugačna pozornost, ki jo mi tam iščemo skozi razne veščine, skozi ročne spretnosti, skozi življenje v naravi. Skozi življenje v naravi. Drugače tako, mi smo na nek način, imamo seveda neko pravilo, da se umaknemo od te moderne tehnike, dobe iPadov in računalnikov, videoigric in podobnega. Moram pa priznati, da smo v bistvu v letošnjem letu bili zelo presenečeni, ker smo rekli tako, seveda narobe je umakniti otrokom to stran, saj je nova doba, oni to potrebujejo in treba je sam znati uporabljati. Tako kot sekira, recimo, ne, sekira je kaj? Je orodje, po drugi strani je tudi orožje, ne, tako je tudi računalnik, ne, in ga je treba pa znati pravilno uporabljati. Smo imeli primer fanta autista, ki dejansko je nekje na sredi tedna ugotovil, da ga res čisto popolnoma nič ne zanima in da bi res toliko energije smo porabili in on mi je hotel iti domov. Mamica je prosila, bi on še lahko vstal, ker pač njega te veščine niso zanimale, ne. Potem se je slučajno zgodilo, ne, ker smo tam pač
uporabljali eno kamerco, ne, s katero so otroci snemali, ne. Sem jaz njega vprašal, a tebe tehnika mogoče zanima, ker vidim, da te to gozdovništvo ne. In je rekel zelo. Sem rekel, vladaš kakšne programe postprodukcije, do Premiere, Sony Vegas, in ko so se mu oči zabliskale, ne, je bila tista iskrca v očeh, ne, sem potem jaz njemu rekel, a bi ti mene to naučil, mislim, jaz zdaj nujno rabim, film moramo narediti. No, in tale naš mladenič Luka je bil avtor filma, nikakor ni hotel iti domov, se pravi, skreiral je tisti film avtorsko njegov, ki smo ga potem predstavili staršem. Tako da v bistvu to je tisto, kar mi verjamemo. V vsakem otroku je nek potencial, ne. In zdaj pač nekako... Samo odkriti ga je treba in razvijati, ne poudarjati na tiste vsakodnevne, ker je za vse bi moralo biti enako. Ja, en lep primer tega je, no, mi bomo tudi na naši spletni strani tale filmček objavili, no, z dovoljenjem, ko smo imeli ob ognju pogovore, ko smo se pač anonimno pogovarjali o odraščanju, se je pojavilo vprašanje, kaj je to menstruacija. No, in en 12-letni fantič, ki je zame, ne moram se drugače izraziti kot genij, ker otrok razlaga o kvantni fiziki, o Higgsovem bozonu, o pospeševalniku v CERN-u, o raznih materijah tega in onega. In potem sem ga vprašal, ko je on razložil, ne, bom rekel terminološko, zelo strokovno, kaj menstruacija je. In seveda vsi smo bili zelo paf, ne, in tudi smo ga poznali pač skozi teden. In jaz sem ga potem vprašal, sem rekel, koliko razredov si ti preskočil? Je rekel, nobenega. Sem rekel, zakaj pa ne? Je zato, ker imam disleksijo in imam slovenščino 3. A je to zdaj pomembno v bistvu, da mi v življenju gledamo, da ima on slovenščino 3, pa čakamo malo, no, saj on ima disleksijo. Ne, se pravi, on ni nekako kriv. Zdaj pa dajmo mi tako narediti, da dajmo njega nekako zdraviti za to disleksijo, da bo imel pa kaj, a pa slovenščino 4 pa 5, da bo šel normalno naprej. Mislim, on je fizik, on je genij, njega zanimajo druge stvari v življenju in to je tisto, kar bi mi hoteli nekako jim predstaviti in dopovedati, ne. To je tudi primer pri meni, recimo pri slovenščini, ne. Ko recimo so bili spisi in eseji, ki sem jih oboževal, ne, tisti, ki so dvigovali povprečje, ne, ampak dostikrat sem dobil tudi dosti slabo oceno, ne, zaradi tistih pravopisnih napak, to, kar seveda pri tej motnji pozornosti je, stvari izgubljaš, pozabljaš, pet stvari naenkrat razmišljaš, potrebuješ pol ure, da začneš pisati nek esej ali pa spis domišljijski, potem ga napišeš po 15 minutah, napišeš 3 strani, začne se z eno veliko začetnico, vmes ima 38 vejic in eno piko. In seveda, in potem tako, da redki učitelji so bili, ki so rekli, wow, osebinsko pa je res petica. Ne, in to bi mi radi nekako tudi... Da se iščejo dobre stvari. Da se iščejo dobre stvari. Ne, en primer je bil enega otroka na eni šoli, ki je sedel zelo izoliran. Tam na mizi je imel eno tako plišasto živalco, jaz sem se z njo igral, potem je bil odmor, sem vprašal, zakaj ta otrok sedi tam izoliran. Seveda otrok ima odločbo, da ima seveda motnje pozornosti, ta odločba potem dovoli določene spremembe oziroma neko drugo pot, ki jo ta otrok ima, recimo otroci s Tourettovim sindromom, ker imajo tike, so ustno vprašani, da ne motijo sošolcev s svojimi tiki. In sicer tudi otroci sprejmejo te tike. Sam problem se mi zdi, da je potem v tem zaledju teh, lahko bi se zgodilo, da bi kakšen starš rekel, naš ima pa slabšo oceno zaradi tega, ker ga on moti. Ne? Tudi če otrok sprejme, pa reče, le mene nič ne moti, ne? Konec koncev. Ne? Tako da v bistvu... Ja, Dejan, da nam ne bo zmanjkalo časa, kajti omejena sva, na žalost, tema je zelo široka in zdi se mi, da premalo tako govorimo, kot storimo v Sloveniji na tem področju. Vi ste začeli v društvu Eternija v Novem mestu. Na tem taboru mavričnih bojevnikov sem letos videla, da je v Belo krajino prišlo veliko otrok z motnjami z dobesedno vseh koncev Slovenije, kar pomeni, da je takšnih taborov, da je takšnih oblik dela z mladimi premalo. Kje vi vidite rešitev, ki se s tem ukvarjate? Kaj bi morali storiti v tej naši družbi? Jaz mislim, da v tej naši družbi prvi korak, ki ga potrebujemo, je povezanost. Se pravi, na nek način, da, tako bom rekel, en tak paradoks je, da nam mladi danes bežijo v tujino. Ne? In tudi pri nas imamo zelo veliko absolventov ali pa mladih, ki so zaključili študij tako specialnih pedagogov, defektologov, psihologov, socialnih pedagogov, brezposelnih. Ne.
Na nek način imamo mi obravnavo, obstajajo posvetovalnice, ki se ukvarjajo, torej ne bomo rekli, da tukaj pomoči ni, v Sloveniji pomoč je. Starši so tisti, ki se odločijo, kakšna oblika pomoči seveda najbolj odgovarja njim. Zato mi tudi na nek način se povezujemo z strokovnjaki, nekako usmerjamo te naše starše, poskušamo jih usmeriti na določene strokovnjake, ampak v vsakem primeru se mi zdi, da te prijemi bi mogli biti majčkeno drugačni. Potrebujemo neko mrežo nekih centrov, se pravi, mogoče na začetku samo enega centralnega, kjer bi se kontinuirano izvajale te delavnice, te aktivnosti. Skozi celo leto, ne samo poletnem času. Skozi celo leto, ker to ni dovolj. Mi zdaj sicer pripravljamo še ostale zadeve, kot so zimovanja, pa potem za vikend mislimo organizirati, bomo, sam zdaj nam vreme majčkeno nagaja, v majhnih skupinah po 5 otrok, kjer bomo v naravi preživeli cel vikend v gozdu, si izdelali svoj bivak, hkrati pa skozi te veščine oziroma v tem sproščenem okolju implementirali, se pravi, ta vprašanja, ki jih oni imajo, oziroma na nek način se pogovarjali oziroma izvajali tisto psihoterapijo, ki jo oni potrebujejo. Tako da to je, bom rekel, zdaj ta potreba sodelovanja, saj ne rabimo iti takoj pa se bati zdaj soseda, pa kdo bo komu skočil v zobe in podobno. Moramo se združiti, moramo sodelovati na nek način in ker jaz verjamem, da pač v vsakem pristopu je nekje 100% nekaj dobrega, tako kot tudi naš pristop ima zelo veliko minusov. In ne moramo zdaj reči, da pa mi imamo pa zdaj vrhunsko rešitev. Mi imamo samo drugačno rešitev. To pomeni, da verjamemo, da je potrebno seveda nekako delovati s temi, nekako vplivati na te možgane, učiti te možgane skozi razne vaje. Tukaj so recimo senzorne vaje. To pomeni, da recimo otroci poslušajo določeno glasbo, recimo Mozartova glasba ima zelo visoko frekvenco, zelo dobro vpliva na levo polovico možganov. Poslušamo glasbo, ki dobro vpliva na desno polovico možganov, potem različni barvni spektri, modra barva recimo zelo ugodno vpliva na desno polovico možganov, tako so potem tudi vonjave različne, potem so tukaj razne vaje motorike, recimo, tiste, ki smo že probavali. Potem je tukaj zelo pomembna tudi prehrana, nutricistika, izrednega pomena, se pravi cink, magnezij, omega-3, vitamini skupine B, v tem primeru B6. Mi recimo smo otrokom vsakodnevno na taboru, to je bil kar en tak dnevni ritual, smo uživali konopljino olje, lahko uporabljamo laneno olje, lahko uporabljamo čija semena, se pravi, ker te otroci, že nekateri imajo seveda nadomestila in jih jejo v tabletah omega-3. Potem pa rečemo, saj pač v tej čarobnem olju, v tej žlički je prav tudi tisto, kar se potrebuje. Se pravi, ta komplementarnost, se pravi, zraven pa seveda tudi ta družinska obravnava, ki se nam zdi izredno pomembna. Se pravi, tukaj gre za en tak celostni pristop, od nekih motoričnih vaj do neke kreative, do nekih senzornih vaj, do neke obravnave družine in seveda prehrane, ker umetni sladkorji, vsi dodatki v prehrani in tako naprej, ker obstaja celo monitoring, ki ga starši lahko izvajajo oziroma doma nekako opazujejo. Vse to negativno vpliva, sladkorji in te. To vse negativno vpliva. In potem starši lahko to doma celo probajo, da potem vodijo en tak dnevnik prehrane, ko potem ugotavljajo, ali določena živila ugodno vplivajo na njegove simptome ali ne. Tako da... Dejan, za konec bom vas vprašala tako, kdaj se nekako opazijo, pojavijo te motnje pri otrocih, že v predšolskem obdobju, v šolskem? Kaj svetujete staršem, ki opazijo neke motnje pri svojem otroku? To je odlično vprašanje. Zaradi tega, ker pač te motnje se nekje, če govorimo o ADHD-ju, ker mi se pač primarno dejansko ukvarjamo z ADHD-jem in ostalimi motnjami, ampak o tem se tudi največ govori trenutno in pač ta prisotnost je tukaj. Zdaj, starši je tako, diagnoza se postavi recimo, če se, bom rekel, te motnje pojavljajo več kot 6 mesecev, se pravi kontinuirano. Če se pojavljajo, oziroma se pojavi že v starosti, predno je otrok star 7 let oziroma predno je otrok star 5 let. Potem je pomembno to,
ali se te simptomi pojavljajo na vseh nivojih, tako doma, tako v šoli, ker on je lahko doma takšen, v šoli pa drugačen. Potem ne moramo reči, da gre tukaj takoj za motnjo. Ne. Zato sem rekel zanimivo, ne, ker se mi zdi, da starši kar nekako želijo slišati. Ker da so potem pomerjeni na nek način, ko zvemo, ker smo tudi tako vprašanja dobili, recimo, a boste vi pol na koncu postavili eno diagnozo s temi vašimi strokovnjaki, da naš pa to ima, da dobijo opravičilo. Da dobijo na nek način opravičilo, zdaj pa vemo, zakaj se gre in to je ok, se pravi, lahko začnemo z nekim zdravljenjem. V bistvu otroka je treba spodbujati, otroka je treba pohvaliti, otroku je treba organizirati čas. To jim zelo dobro paše, da točno vedo, da imajo neke rituale, ki jih ponavljajo, da obstajajo neke nagrade, recimo, zdaj bomo imeli pa ene zvezdice, zato pa to, kar si naredil, potem boš pa lahko, recimo, 20 minut več na računalniku, naprimer, in oni v bistvu se tega zavedajo in to je tisto, kar je njim zelo pozitivno, to je tisti feedback, ki ga tam dobimo, kar rečejo, a veste, všeč nam je pa to, kar nas toliko pohvalite, pa kar nam dovolite v bistvu, da smo to, kar smo, in da v bistvu res, ker oni se prav dobro zavedajo tega. Oni seveda so zelo bistri v večini, in oni se tega zavedajo, zato pač na nek način jih je treba tukaj spodbujati. Dejan Sotirov, predsednik društva Eternija v Novem mestu, takih društev nažalost ni še veliko v Sloveniji. Jaz se vam najlepše zahvaljujem, da ste utrinek vsega delili tudi z nami in našimi gledalci in verjamem, da smo kakšen stavek položili na dušo in srce tudi našim gledalkam in gledalcem in resnično to, kar počnete, delate s srcem. To sem videla in se v to prepričala in vam želim obilo uspeha pri vašem delu. Hvala lepa. Vam, drage gledalke, dragi gledalci, pa le še hvala za pozornost.